Dobrodošli in lepo pozdravljeni v novi epizodi Popotniškega snepa. Z vami sem moderator Tilen Nipič in bom danes vodil tokratno oziroma epizodo. Oddajo Popotniški snep za vas organizira Popotniško združenje Slovenije, torej mladinska oziroma nevladna organizacija, ki podpira tako mladinski kot tudi trajnostni turizem. Ta oddaja je eden izmed mnogih projektov, kakršen je tudi spletna revija Globetrotter, polna zanimivih popotniških člankov, vsebin, kot tudi nasvetov za vaše raziskovanje. Dogodek poteka tudi v sodelovanju z organizacijo Mladi Maribor. Danes pa bo ponovno potekala posebna oblika popotniškega snepa, torej kratek intervju oziroma dialog z že poznanima gostoma. Torej, ponovno pozdravljena Katarina in Rok v naši oddaji. Dobrodošla. Živijo. Živijo. Mogoče lahko gledalcem in gledalkam, poslušalcem, poslušalkam napovesta, kam se bomo danes podali oziroma v kateri državi bomo več govorili na podlagi vajnega popotovanja. Kar se je gor pojavil napis. Kar se je pojavil. Sem hotela dati kakšen namig, ampak zdaj ne moram. Ja, govorili bomo o Japonski, o deželi vzhajajočega sonca. Popularno poimenovanje za to prekrasno deželo, lahko rečemo. Torej, mislim pa, da lahko kar pričnemo z prvim vprašanjem. Torej, kako ste se videli podala na pot? Kaj vas je motiviralo, da ste se oddali ravno na ta konec sveta? Podala na ta konec sveta? Ne vem, Japonska se mi zdi, da je vsaj med Slovenci tako v povprečju kar precej visoko na neki popotniški, seznamu popotniških destinacij, no. Kaj je naju pritegnilo? Se mi zdi, da je v nekem rangu tam med Norveško, Japonska, pa med Egiptom, pa tako, se mi zdi, da se nekje tam gibla. In tudi pač pri nama je bila kar nekaj let na seznamu, pač, da jo greva obiskat. In pol lansko leto se mi zdi, da so kar vse te neke države kar poklukala. Ja, in Norveško, in Egipt, in Japonsko. Ja. Ja, mislim, Japonska je tako, predvsem to, da je toliko drugačna, ampak hkrati rekla, razvita država. Ker večinoma, ko si predstavljamo, da greš v neko drugo kulturo, greš, ne vem, v Indijo, v Afriko nekam, kjer je ne samo, da je druga kultura, tudi država je pač tretji svet, nerazvita in je kaos in pač se moraš pripraviti na to. Ko potujemo med razvitimi državami, ne vem, ZDA, Kanada, Avstralija, pač si bolj ogledujemo pokrajino, ne pa toliko kulture ponavadi. Ne vem, vsaj, mislim, mogoče z mojega vidika. Japonska je pa tako, da je razvita država, ampak kultura je pa čisto drugačna. In to je tisto, se mi zdi, kar je vse naju pritegnili. In vsa ta tehnologija na Japonskem. Ja, tudi, mislim, drugače videti Azijo, ampak čisto po domači povedano. Ja. Ultra čisto. Bolj čisto kot Slovenijo. Danska je zelo dobra primerjava, ja, če pogledamo tako. Ja, mogoče to posledica tudi tega, da je bila Japonska skozi zgodovino zelo izolirana država, za sebe se bolj držala. Danes pa ena najbolj razvitih na svetu, če se ne motim. Mislim, spada med visoko razvite. Ja, mislim, predvsem je drugačno. No? Se mi zdi, da na enih področjih so bolj razviti, na drugih so mogoče bolj starokopitni. Ja, tako pač. Čuti se, da je v bistvu azijska država in pol so določene aspekte, ki so jim mogoče bolj pomembni, so jih pač bolj razvili, ene pa manj. Tako, mislim, ja. Če mogoče tukaj iz tega potegnemo sporednice, so dejansko tako redoljubni, ima takšen red, potem, ko so poznani tako striktni, oziroma, kako bi to opisal, ta kulturna značilnost. Absolutno, ja. Ker takoj. Pač, kjerkoli sva bila, ljudje se postavijo v vrsto, recimo. To pomeni, preden pride avtobus, samo na avtobusni postaji. Pri nas, recimo, ljudje stojijo, vsak malo po svoje, levo, desno, en sedi, Tam se ljudje postavijo v vrsto, en za drugim, pač in vsak nov, ki pride, se postavi še naprej v vrsto, in ko pride avtobus, gre pač vrsta ljudi noter. Isto je na železniških postajah. No, in pol, ko v bistvu, ko ni več prostora na avtobusu, se lepo zaprejo vrata in naslednji, se pravi, če kdo ostane zunaj, pač vrsta naprej čaka na naslednji avtobus. Mislim, česa tega res. Ok, ampak vozijo avtobusi in vlaki precej pogosto. Ni toliko drame, če ostaneš zunaj.
Ne, ampak recimo meni je bilo zanimivo tudi pofotografirati kaj. Ne vem, tam midva sta bila jeseni, tam je bilo lepo javorjevo drevo v oranžnih rdečih barvah, ne vem, v ozadju gora Fuji in nekdo je videl, lepa fotka. Je se ustavil, poslikal, pa je še nekdo za njim opazil, da bi bila to lepa fotka in se je postavil za njim v vrsto, počakal, da je ta to fotografiral in pol, ni tako uno, kot pri nas vsak malo en zraven drugega, pa malo se vzrinil, pa pred njega se je postavil, ker zakaj se je kle ustavil. Ne, vrsta, pač povsod, res. Na začetku se nam je zdelo to še kar čuden, pa težko se je bilo navaditi, ampak ko so pa v bistvu odhajali iz države, pa prišla nazaj k nam, ne, je bilo pa tako, ta Japonska, res je bilo dobro. To je res dobra praksa, med mogoče pred glavnimi atrakcijami, tako da mogoče v Louvru pred Mona Lizo, ko ima dejansko speljano to kolono, da čakaš na slikanje, to dejansko jo sami ustvarijo, ni potrebno. In je za vse, je za restauracijo, ko čakajo, da se sprazne, za vse, pač res, tako pač nek fair play, kakorkoli. Ja, in se mi zdi, da to je tista glavna znamenitost Japonske, da doživiš ali pa vidiš te stvari, ne? Niti ne toliko, ne vem, kjeri templi, pagode, gora Fuji, vsi so lepi. Sem na drug način. Ja, ampak meni osebno je bilo najbolj to zanimivo, videti, kako se oni v vrsto postavljajo, kako je recimo tišina. Ne, na vlaku noben ne bo glasno govoril po telefonu ali pa, ne vem, oni velike igrce igrajo. Ne? Pač vsak ima telefon potiho, ko igra igrco ali pa posluša muziko. Pač res so tako kultivirani. No? Drugačen nivo bi lahko rekli, kot smo ga navajeni. Ja. Torej, delno je to tudi nepričakovano bilo z vajne strani, oziroma prečakovano. Še bilo kaj takšnega, kaj vas je presenetilo pri japonski kulturi? Nekaj, kar niste pričakovali, nekaj tak zelo zanimivega, bi lahko omenilo. Kaj bom rekla? Smeti. Japonci imajo tudi zelo, rekla, urejeno v bistvu, kako in kje se odlaga smeti. Načeloma je pravilo, da vsak poskrbi za svoje smeti. Se pravi, svoje smeti odneseš domov in jih doma recikliraš ali pa karkoli. Se pravi, problem je, da ni javnih košev za smeti, ali pa ne bom rekla, da jih ni, jih je zelo malo. Pri nas je recimo v parkih na vsakem vogalu koš za smeti, ali pa tako po mestu, ne boš delč nesel smeti, boš že najdel koš. Tam ni tega. Tam je mišljeno, da pač svoje smeti daš v ruzak ali pa v vrečko, odneseš domov in jih doma pospravaš. Mislim, odvržeš v svojo kanto za smeti. Kar je kar problem, če si nek turist, ne? Ker pač moraš pol sabo nositi, ne vem, do hostla, do večera, vse smeti. Ali pa midva sva en del potovanja potovala z avtom in sva tudi spala v avtu na divje. In pač tudi ni bilo košev za smeti, midva sva 3-4 dni nosila vse smeti sabo. Ja, to je zanimivo. Ja, kar divje se lahko nabere, mislim, dodatni nahrbtnik za smeti, torej potreben. Res se veliko nabere, sploh, to je mogoče bilo tudi presenečenje. Ne? Na Japonskem imajo pa, oziroma uporabljajo precej veliko plastike. No, to mogoče za toliko visoko razvito državo ne bi pričakovali, ampak tam je vsak kos sadja, zelenjave zapakiran v svojo plastično vrečkico, ne vem, vsak piškot je v svoji plastični vrečkici, tako res plastike se ogromno nabere. Mislim, to oni upravičujejo s tem, pač, da imajo res dober sistem za recikliranje, ampak meni se zdi, da je res tega ogromen, tako. Gledala sva dva, ki sta hotela preživeti dan, da bi v bistvu jedla samo iz teh nekih avtomatov, kot pri njih v teh avtomatih, se pravi, ko pri nas dobiš kavo ali pa ne vem, pač karkoli že. Snickers, dobiš pač res vse, in hrano in pač sadje. Ja, zajtrk, kosilo, večerjo, pač karkoli še vmes. No, ampak se mi zdi, da bi bil bolj preizkus, kako bi en dan preživel pač brez plastike na Japonskem. Tako bi bilo res težko, res. Po mojem ne bi mogel. To sem videl, mislim, celo v enem dokumentarcu, da ima zelo dosti teh vseh različnih sadij, dejansko vsako posebej ovito v plastiko, pa še posebej tisti, ko pri njih ne raste oziroma ne gojijo, mislim, na nek način. In zato ima večjo vrednost tudi. Je to dejansko res, oziroma... Naj je mogoče, predvsem bi to izpostavila presenetilo, koliko drago je sadje na Japonskem. Tudi sadje, ki raste tam, je grozno drago. Recimo, spet bila sva jeseni, sezona jabolk, ampak jabolka so bila toliko draga, da mislim, meni se je zdelo škoda kupiti, ker to je bilo eno jabolko €1,50, recimo. Ne kila.
Ne? Mislim, tako res visoke cene sadja so. No. Tako da polo v kakšnem eksotičnem, za Japonce eksotičnem sadju niti nisva razmišljala, ker sva komi, mislim, se ne, da si ne moreš prvoščiti, sam težko daš 5 evrov za, ne vem, 5 jabolk. a ne. Ja, to je zelo. Vse so druga živila, če že Katarina začela govoriti o nekih teh cenah, recimo so pa druga živila, polka jih pa več jejo, kakšen riž in podobne stvari so pa pač dost poceni. Tako da, I guess, da mogoče ne jejo toliko sadja, ali kaj sem kaj. Ne vem. Ja, pa Ampak to ta je predvidevanje. morska trava, oni tega veliko jejo v različnih oblikah, posušeno, Okej. svežo. To je recimo pocen, riž je relativno pocen, kruha oni skoraj da ne jejo, kruh je tam bolj za turiste v trgovinah, je pa ful drag spet. a ne. Predvsem kaj pri nas, navajeni, da boš za zajtrk jedel kruh pa marmelado, valjda iščeš v trgovini kruh pa marmelado, ne boš jedel riž pa marmelado, ne. Pojedo riža pa Morske pa trave. morske trave za zajtrk. Ampak to je pa ni zajtrk, ali pa čakaj, kaj so nama že dali? Fermentirana sojina semena z rižem. In to moraš tako hitro zmešati in to je tako sluzasto in pač fermentiran okus, ampak to je pa ni zajtrk. Dobro, Taki zdaj smo zašli majhen- malo. Majhen kulturni šok, no. Dejansko. Zdaj, če se premaknem, mogoče pa še bolj na splošno kraje na Japonskem, torej mogoče bolj mesta na začetku. Katera mesta bi predlagala za obisk popotnikom? Mogoče ta najbolj to kulturno mesto je Kyoto, če je res tak, kot ga omenjajo, oziroma katera bi vidva še predlagala, da popotniki obiščejo? Jaz začnem. Lahko. Meni ali pa najbrž nama, ker je bila Osaka zelo všeč. To je s tem hitrim vlakom pol ure od Kjota. In ne vem, mogoče zato, ker je bilo Kyoto najno prvo mesto, ga nisva toliko začutila ali sva bila še malo utrujena, ne vem. Ampak nama Kyoto ni toliko potegnil, precej turističen je bil. No. Je Kyoto en tak bled. Ja, mogoče, res Aha, veliko okej. turistov, si je ogromen za videti. Pač, to je bila 1000 let prestolnica Japonske, imajo templov in palač, pač ne moreš sploh vseh videti, toliko jih je, ampak ne vem, nekako ga nisva začutila. Medtem ko v Osaki nama je bilo pa ful všeč, bolj tako pristno je bilo, pač tam dejansko ljudje živijo, delajo, medtem ko v Kyotu, mogoče sva se tudi gibala po takih krajih, ampak sva videvala bolj turiste, pač lokalne in tuje. Mislim, tako, tudi domačini, ne, kot turisti, ko grejo pogledat si tempelj in se oni oblečejo v kimono, v tiste njihove tradicionalne obleke. Tako, ni bilo pa te pristnosti, kot je bila pa v Osaki, ko pač sva videla ljudje, ki grejo v službo pa v trgovino. Pa tako, no. Tako da Osaka nama je bila precej všeč. Ne? Ja, Še kakšno mesto? Hirošima je bila meni zanimiva. Okay. Sprehod čez cel ta sajt je bil zelo zanimiv. Da se malo spomniš pač teh grozot. No? Mislim, se je žalostno, žalostno si ogledati Hirošimo, ampak se mi zdi, da je prav, da vemo, kaj se je zgodilo, da mogoče vemo japonsko plat, ne, pač mogoče prevečkrat mi slišimo iz ZDA mnenje oziroma pač njihovo stran, kako je bilo pač treba ustaviti Japonce, ne, ker so delali štalo tam na Tihem oceanu, ampak pač, da slišiš z Japonske, koliko ljudi nedolžnih je umrlo zaradi pač ene atomske bombe, ki je padla na Hirošimo in pol kasneje še ena na Nagasaki, ne, in tako. Kaj že, ena bi mogla pa na Kyoto pasti. Tudi Kyoto je bil tarča, da so ta bolj legenda. naknadno zamenjali. Ja. Ne vem, Tokio recimo, sva midva, nasplošno bi lahko rekla, da na Japonskem midva nisva imela toliko seznama stvari, ki jih hočeva videti, ampak izkušenj, ki jih hočeva doživeti. Tako da recimo Tokio, si nisva ogledvala, ne vem, Tokyo Tower ali pa ne vem, kjerga templa, ampak je bilo bolj tako, greva pogledati eno stavbo, ki je pač v večjih nadstropjih in tam noter lahko igraš igrice, ker pač Japonci so znani po igricah. Imajo različne igralne avtomate, v enem nadstropju so pač ena vrsta, recimo unok, vržeš kovanci in pol tista roka, ne, ki hočeš uloviti neko igračko, če ti rata, pol ne, v drugem nadstropju so. Tega je tako res fula, veš. Ja, in to je pač različne stvari, in pol v eni so čokolade, drugi so igrači, v tretji so že gospodinjski aparati, ki jih lahko s tisto roko ujameš, res stvari, no. No, nekje imajo pa prav na proper, ne vem, da prav ne streljaš s puškami, video igrice, pa ne vem, da dirkaš z avtomobili, pa tako pač. Ja, res vse sorte tega. In to cela stavba. Ja.
To je bila recimo ena izkušnja. Pol kaj so v Tokiu? Robotki, ki strežejo hrano v kafiču, no, tako taki restavraciji. Ja. Pa en gigantski robot, ne vem, kako je bil že visok. 20 metrov, Ja. nekaj tasga. 20 metrov visok robot, ki se nekaj premika, pa tako kar zanimivo. Ne? Mislim, take izkušnje, ja. Drugače mi, da mogoče samo omenim, da sva prvo polovico potovanja potovala z vlaki, kar je pomenilo, da sva bila po mestih, ne? In drugo polovico potovanja sva potovala z avtom, ki sva ga imela najetega, kar je pomenilo, da so bila večino po naravi in v vseh in tako. Mogoče kot mesto bi izpostavila še Kanazavo, sem prav rekla? Kanazava ali Kazanava, ki ste vedno zamešali. Kanazava, ki se je meni zdela kot neka taka malo bolj pomanjšana verzija Kjota. Pač bistveno manjše mesto na obali, se pravi še več sušija za ljubitelje morske hrane, in imajo tudi lepe templje, imajo tisti starinski predel mesta, kjer gejše živijo, samurajske hiše, pač tako kot v Kjotu, tudi v Kanazavi. Tako da mogoče za malo bolj avtentično izkušnjo, malo manj turistično je tudi to mesto lahko zanimivo. No. Torej, to, kaj ste prej omenjali glede videoiger in japonske kulture, dejansko ste predstavljali destinacijo za ta mlade, oziroma ste jo dejansko promovirali, tako da za mlade priporočamo ravno Japonsko. No, na nek način. Kaj pa na drugi strani ste dejansko videla katero gejšo, no? Ker pa je tudi ni tako lahko opaziti, oziroma se dejansko tudi atrakcija, no? Samo po sebi. No? Po mojem, da je nisma. Ne, No? ne. Ja, so kar dobro skrite, pač lahko bi šla na neko predstavo, tako pač plačaš, ne, in greš gledat predstavo, nastop gejše, ampak to nisva šla, tako da mislim, da je nisva videla. No. Je pa veliko Japonk, ki se oblečejo približen v stilu gejše in kot sem prej rekla, grejo pol v tempelj se fotografirati ali pa na ta način. Sam vid gejša ni samo obleka, ampak je tudi pač, ne, gejše so znale pet, plesati, tako. To je, ne vem, prav... Ne vem, bi rekla, da je hobi, ampak tako, no, pač se moraš naučiti, ni samo obleka za dosto, hoče reči. Kot nek način življenja, no, mislim, slišal sem tudi, da se jih učili pač prav hoditi posebej po prstih, pa takšni primeri, no, dejansko, če to drži. Aha. Ba je, ja. Nismo jih videla, ne, tako po prstih hoditi, ampak ne bi bilo res, ja. Drugače pa, ko ste prej omenila, da ste prvi del potovanja potovala z vlaki, kako sta pa potovala to z vlaki? Mislim, sta kupila kakšno večdnevno, tedensko, mesečno karto, pa s katerimi vlaki ste hitrimi, kako je potekala ta vožnja? No, Japonska je znana po teh vlakih, ne? Teda, če se malo temu posvetimo zdaj. Ja, itak. Zdaj v bistvu potovala sva en teden z vlaki, ker je bilo tako najbolj enostavno, ker sva kupila eno tedensko vozovnico, imenuje se JR Pass. Ogromno popotnikov, ko grejo tja kupijo, večinoma kar JR Pass za celoten del, se pravi za celotno potovanje. Jaz sem se tukaj odločila za eno tedensko, zaradi tega, da malo skombinirava mesta pa naravo. Je precej draga stvar to. Ful je zanimivo, recimo čistko sem za intermezzo, da se da tudi kupiti, tako kot je JR Pass, se pravi Japan Rail Pass. Se da tudi kupiti pas za neke avione, ki jih imajo, ne? In mislim, da je zelo podoben rang cenoven, se pravi, zadeva je draga, oni načeloma, Japonci se tega ne prvošijo kar tako. Mi da sva potovala s hitrimi vlaki in te vlaki so tako hitri, da se jaz ponovadi vmes niti nisem imel časa spočiti, ker pa je bilo to tako. Ali dobro se usedeš, pa moraš še dol. Pač, 500 km, redo je na ura, pač tako mi sem zasedel gora, ne. Tako da ja, ful zanimiva izkušnja, pač in kar je še zanimivo to, je, da so zelo čisti, zelo so tihi, ful imajo čiste WC-je, tako dejansko, se pravi, javni WC-ji tam, so na popolnoma drugem nivoju kot pri nas. Pač tam res, spucani so v nulo, usedeš se na toplo školjko, se pravi ogrevano školjko, imajo tisto, kakor bide varianto, da te umije z vodo in, ne vem, lahko imaš še musko, mislim, da se te ne sliš,
ven, tako pač, to je noro in to je pač na vseh teh javnih vlakih. Na postajah, ja. pač povsod. Pri nas je ponavadi železniška postaja kraj, kjer nočeš iti na WC, no? Ker so najbolj zanikrni WC-ji. Pač na Japonskem so čisti v nulo, bolj kot pri komu doma, res. Ja, so bili vsi javni WC-ji veliko bolj čisti, kot kjerkoli, ko so bile doma. Ja. To pa vsi so zastonj. To recimo mogoče sem še tako umestno, ne? Vsi te WC-ji so zastonj, se pravi na javnih prostorih in vsem povsod, ne, nič ni plačljivega. To je pač ful dobra stvar za popotnika, ki ti ni treba niti pomisliti, ne skrbiš za to stvar sploh. Ja, ker me se zdi vedno za malo na neki bencinski črpalki dati, ne vem, 1 evro za umazan WC. Zdaj smo začeli vlakov na WC-je. Ja, ne vem, če so pa tako zanimivi. Tudi ni dovolj časa na vlaku, da lahko greš na stranišče, če tako hitro vozijo. Drugače pa vlaki so tako, no. Ta JR Pass pokriva ene par vrst vlakov, ne pokriva one najhitrejše, za katere tudi treba še nekako doplačati. Vlaki so razdeljeni po kategorijah, se pravi, ti lahko kupaš economy razred ali pa lahko kupaš, ne vem, mislim, da first class ali pa še nekaj vmes. Tako podoben kot na avionu. In pa so pač, ne, imaš dejansko več prostora, pa ne vem, kaj še vse, dobiš tudi hrano in tako na vlaku. Tako dejansko je ta izkušnja kar lahko pestra. Mi smo kupili čisto navadno vstopa, mislim, vozovnico. In pač prideš in če piše, da bo odpeljal ob, ne vem, 10:49, bo odpeljal točno, ne. Če boš prišel pač 10:50, si ga zamudil. Ampak nič hudega, zaradi tega, ker bo 10 minut kasneje šel nov, a veš, mislim tako, nobene panike, ne. In to govorimo o vlakih, ki vozijo med velikimi mesti, to ni mestni promet. Prav, ko bi pri nas vlak iz Ljubljane v Maribor vozil na 10 minut. Pač, Ja, mislim, Težko si predstavljamo. pa pač hitrost je tudi nepredstavljiva, glede na to, koliko časa naši vlaki vozijo. Ja. Pa ni kakšnih prestopanj, kakšen zidane mostov in podobno. Kaj drugače, katera je bila, oziroma kakšna je bila najvišja hitrost vajnega vlaka, na katerem ste bila, če se spomnite? Prek 300 je bilo ziher, zdaj ne vem pa točne Ne hitrosti. vem, mislim, da je bilo še 400 šlo tudi, ampak. Nimajo tako ekranov, kot ne vem, italijanski vlaki ali pa nemški, ki piše, koliko hitro gre. Tle sam sediš, vlak šiba in nimaš feelinga, da gre toliko hitro, res. Je pa tako mogoče, se pravi, te hitri vlaki se imenujejo Shinkansen in to imajo čisto svojo traso. To pač ta trasa recimo nikoli ne prečka ali pa ceste, se pravi, da ne bi bilo slučajno kakšne nesreče. To je čist dvignjeno od tal in tudi navadni vlaki, če rečemo neki regionalni vlaki, imajo spet drugo traso. Se pravi, ta trasa za hitre Shinkansen vlake je pač samo za njih. To je tudi zanimivo. Takšna hitrost je izredno navadno, če pride do česa, ne? Ja, pa tudi drugače deluje. Se mi zdi, da te, ki gre tako hitro, tudi kar malo lebdijo na teh tirih. Mislim, druga tehnologija. Ja, pa lahko menimo, Japonska je drugačna, zelo potresnem območju, imajo vulkane, cunami lahko pride, ampak oni imajo prav sistem, da če bi recimo prišlo do potresa, se te vlaki ustavijo. Tako na nek, ne vem, varen način, ampak imajo prav sistem, da pač, ja, da zaznajo tresljaje in se varno ustavijo. Torej za vse poskrbljeno praktično. Ja. Je pa blazno zanimiva tudi oblika teh hitrih vlakov, ker v bistvu ta njihov nos je tako, bom rekel, kar tako porezan in je res tako dolg. Pri nas smo navajeni, da je pač vlak lepo spredi se zaključi, tako ne gre neki blazno hiter. Uno je pa tako, ker nekača se pripelje na postajo in tako čisto potihem. Enkrat vem, da sem se prav ustrašil, ker naenkrat bil tam. Je to lahko nevarno, mislim, če se vlaka ne vidi, oziroma ga ne pričakuješ, pa ga ne slišiš. Je lahko nevarno, če si preblizu roba, ne? Hotel sem reči, da ne moreš priti do roba, zato ker na postaji je ograja in vrata, ki so zaprta in se odprejo šele, ko se vlak ustavi na postaji in se pač vlak točno poravna, se pravi, vrata vlaka se poravnajo z vrati na postaji in pa se oboje odpre.
grejo ljudje noter in potem V par vrsti. sekund, ja, v vrsti stojijo. In pol par sekund preden vlak odpelje, se najprej vrata na postaji zaprejo, zato da ne bi slučajno kdo še noter skakal, potem pa vlak odpelje. In pazi to, te vrste, ne, ki so označene na tleh različne barve, ker so za različne vlake, recimo, in na isti peron lahko pridejo različni vlaki. In če si za ta vlak se postaviš na rdečo, na rumeno, kakorkoli, in pol določena vrsta se sprazna v določen vlak. Tako. In pa zato označeno imajo, v bistvu vrsta za vstop na vlak je tako ob strani teh vrat, v sredini je pa označeno, da je za tiste, ki ven iz vlaka prihajajo. In to je res striktno, ne, po bontonu najprej grejo vsi iz vlaka, šele potem grejo ljudje noter na vlak. Jaz se vozim z vlakom v službo in se vedno zgubljam živce, ko pač ne morem ven, ker vsi noter ridejo. Točno Tega tako. To je res vrhunski sistem, no, mislim, do potankosti urejeno, res striktno, tako pač mislim, dejansko v kulturi, ne. Ja, tudi recimo stopnice, da prideš na peron ali pa v podhod, je na stopnicah označeno, po kateri strani se hodi gor, po kateri dol. Da ni tako, da bi vsi neki švigali en med drugim, po tej strani gor, po drugi gor. Jaz sem se zdaj me Katarina spomnila enkrat, ko sva hodila po stopnicah in je bila res pač blazna gneča in kar naenkrat se je zgodilo, da smo vsi hodili v istem tempu. Korak, gledaš, vsi v istem tempu, razumeš? To tako pač na Bled, rekel, ne, 200 ljudi, karkoli si jih videl gor nad sabo in dol pod sabo na stopnicah, vsi v istem. Tako noro, res. Ko prava četica, ki koraka, na isti korak. Zelo zanimivo, no, mislim. Če se pa sedaj malo premaknemo še naprej, torej do teh znamenitih, oziroma lahko rečem hišk, mogoče teh prostorov gostoljubja z preteklosti, če zdaj seveda prav izgovoril Rjokani oziroma Rjokan, se ne motim, če dejansko to sta dejansko bivala v kakšne iz teh starih hišic, ki so imele dejansko nekoč stene, papirnate in tako naprej, ali sta bila pač, no dejansko sta bivala v tem oziroma videla kaj takšnega? Mislim, se pravi, midva sva bivala v tradicionalnih nastanitvah, ogromen jih ima tudi, rekel, stene iz papirja, ali kako bi rekel, se pravi, dejansko okvir je lesen, pač vmes polnila je pa nek tak malo trši paus papir, bom rekel. Tako da to sva sigurno bila. Pa lahko omenva tla, so pa iz tatamija. Tatami je, rekla, prepletena riževa slama. To je pri njih v bistvu najbolj topla talna obloga, če tako rečem, tudi v teh tradicionalnih hišah. Zdaj, ko si omenil Rjokan, danes se pod besedo Rjokan razume pač, ja, tradicionalna nastanitev, ki ima ponavadi zraven še nek naravni vrelec onsen, pač neki s toplo vodo. In te stvari so zelo drage, tako spet 200-300 evrov na noč, tako da sva imela rezerviran, pa so se pol premislila. Sva odpovedala rezervacijo, ker sva že prej pri domačinih izkusila to, kako je biti v hiši iz papirja, mislim, zdaj malo karikiram, in spati na tatamiju, no, tako da prav v Rjokan pol nisva šla. Pa eno vprašanje, dejansko ta podlaga je takšna, da zelo, lahko rečem, škripa, oziroma se sliši korake, ker ne bi veljalo, da ne bi te stare nastanitve nekoč bile zato tako tudi narejene, da se sliši vsiljivce, oziroma da bi bilo mogoče za nepovabljene goste nekako lažje zaznati, ali je dejansko samo mit? Mislim, tukaj mi da nisva slišala nobenih rekel škripanj ali pa karkoli, dejansko je zadeva zaradi tega, ker pač se mi zdi, da ima zelo slabo ogrevanje in pač tudi s tem papirjem si glih ne pomagajo blazno. In pač je to izolacija za tla, da ne zmrzneš, no, pač je. Nama se je zdelo ful hladno v teh tradicionalnih sobah in tako se nama je zdelo res hladno. Hvala Bogu so ponovadi, ko vidijo turista, dajo noter grevc in je pol tisto malo boljše, ampak ja. Ja, na tatamiju tudi oni, se pravi tradicionalno, Japonci spijo na tleh, nimajo postelje, ampak pač na tla, na tatami dajo neko blazino, in pol česar juho, kovter. Ja, tako nekaj zelo malo tiste blazine. Ja, tako da, ne, to ni Turbo Maximus, to je tanjša blazina. Tako da dejansko spiš na tleh, kar je pač v jesenskih, zimskih mesecih še toliko bolj hladno. No. Nama je bilo toplejš spati v avtu, tudi če je bilo zunaj minus,
ker imamo zelo dobre spalne vreče, kot pa na tatamiju in na teh blazinah v tradicionalnih nastanitvah. Mislim, bila je sigurno izkušnja, no, ampak ni pa tako, da pač svojo doživela. Ni se nam pa zdelo, da bi pošla v Ryokan. Šla pa sva v onsen 2-krat. Prav v tople Ločeno. vrece. Ja, tisti pa sva šla in tisti je pa super. Če ste pa že zdaj govorila o prenočevanju v avtu na divje, dejansko je pa to, dejansko je to, mislim, prepovedano tam, ali verjetno ni, ali je tak sivo območje, kak je glede bivanja v avtih, no mislim, To kar veliko ljudi prakticira, tudi domačini pogosto tako prespijo v avtih, sva jih videla. Oni imajo, kako se že reče, nek mičino eki, me se zdi, da je izraz za obcestno postajališče, kjer se pač lahko parkiraš, to ni bencinska, to je samo trgovina, kjer prodajajo ponovadi kakšne take tradicionalne oziroma lokalne proizvode, zraven je itak cela vrsta teh avtomatov, kjer dobiš cigarete, juho, čaj, pijačo, pač kar češ, ne, in zraven so večeri. Tako da mi sta dostkrat poiskala ta mičino eki in prespala tam, ker imaš pod zraven WC, hrano, če bi rabil karkoli, ne. Ali pa pač kje v naravi tudi sva prespala. In se pravim, dostkrat nisva bila, sploh na teh postajališčih nisva bila edina, ki sva spala v avtu. Ok, zanimivo. Če se pa sedaj premaknemo še mogoče k kulturi čaja, če imate kaj tukaj zapovedati, no, o pitju čaja in če je to spremenilo vajne navade, pitje čaja danes nazaj v Sloveniji. Ne. Je bilo pa zelo zanimivo. Ja. Se pravi, japonski čaj je mača, kar je v bistvu zmlet zeleni čaj. Aha, mačka hodi tlele, ne? In to je prav poseben, tudi v bistvu ona gospa nama je razložila, da je to hobi, kako pač čaj pripraviš in pol popiješ v skupini. Se pravi, včasih je bil to cel postopek, zdaj pa to ljudje kot hobi se učijo teh starodavnih, rekla. Ja, še vedno imaš neke mojstre, ki to še obvladajo. Ja, in to vključuje, kaj moraš reči, kakšne gibe moraš narediti, kako pripraviš čaj, ogromno tega. Nama je bilo najbolj zanimivo, da ko pač v krogu se pije čaj, rečeš, pač 3 stvari moraš reči, preden popiješ čaj, ne. Prvo je I will join you, pač pridružil se vam bom pri pitju čaja. Se pravi, prejšnjemu se boš pridružil, ne? Ja, potem unmu, ki je za tabo na vrsti, rečeš sorry for going before you, oprosti, ker bom pred tabo na vrsti. Iz tega se mi dosti odpicava, ne, sorry, ker sem začel pred tabo jesti. In pa, ko zaključiš, ko popiješ čaj, ki ga moraš skorda ne zeksati, pač v eni rundi popiti. Ja, pa ni ga tako velik, ja. Ne, ni ga veliko, ampak ni uno, tako kot pri nas, ki popiješ požirk, pa odložiš čaj, ne, vmes klepetaš, pač ne, tam je res popiješ, se je deci ali koliko. In pa, ko zaključiš, rečeš hvala za čaj, thank you for the tea, ne? Ker tukaj je prav nek tea master, se pravi mojster priprave čaja in on ti je pripravil čaj, ne? Pač ga ne pripraviš sam. Tako da ja, veliko stvari je tukaj, ki bi jih lahko razlagala. To je posebna znanost, lahko rečemo, no? Čaj, pa priprava in postrežba čaja. Gejše, ki smo prej govorili, da morajo znati določene gibe in to pač tudi za pripravo čaja, ja, moraš prav znati. Ja, tudi pripomočki so posebni, pa tudi ta mača ima take, rekel, posebne tudi lastnosti, pa rekel, kako je. Malo poživilo. Malo te poživi, ja. Zdaj, ko ga spiješ. Malo ali pa veliko. Jaz bi vas še vprašal, mogoče glede naravnih atrakcij oziroma naravne dediščine na Japonskem. No, prej ste omenila slikanje pred goro Fuji in vam je dejansko uspelo to goro dobiti v tem pogledu, ker pa je to se redko kdaj v letu vidi dejansko ta gora v takšnih fotografijah, ko jih vidimo na internetu. No. Ali vam je to uspelo in še kakšna podobna atrakcija, taka naravna, no, ki ste jo obiskala, vredno omembe? Ja, s Fujijem sva imela tako zanimivo zgodbo, zaradi tega, ker sva skozi gledala, bi šla gor na Fuji ali ne. In je bilo zelo težko dobiti kakšnokoli informacijo, dejansko iti gor. Se pravi, kako priti gor, ne vem, rabiš dereze, rabiš cepine ali karkoli, no, pač. Je bil pa sneg, to je bilo pa jasno. Ja, je bil pa sneg, ja. In pač nisva mislila na sabo nositi vsega tega in tako si bo sposodila. No, na koncu pač imela sva dereze s sabo, nisva imela pa cepinov in sva rekla, naš grejo pogledat.
in so bile recimo ceste zaprte. Ampak okay, predtem so pa zjutraj ostale, najprej so ostale in šla na tisto razgledno točko in bila ena izmed pač prvih, ne, ker tam pa so turisti in se ne postavijo v vrsto. Ne. In pač sva videla pač jasen dan pred nama Fuji, tam Čudovit dan. na desni strani tempelj, ne. Pagoda. Ja. In pač fotka in skozi bolj, ko sva fotkala in čakala tam, sva se pogovarjala, a greva hiter, mogoče pa bo danes prav fino za gori. In sva pa, mislim, da spokala, dala enemu drugemu šanso, da še kakšno fotko naredil. Šla se voziti do gore, Do izhodišča. do izhodišča in pogruntala, da je v bistvu cesta zadnjih 15 km zaprta in to je bilo to. To je tako, kot bi pri nas zaprli Vršič v Kranjski gori. Se pravi, če hočeš na Prisojnik, kjer je sicer izhodišče iz Vršiča in imaš, ne vem, 2 uri do vrha, ne? Ampak zdaj pa začneš v Kranjski gori in hodiš še dodatne, ne vem, 2-3 ure gor. Ne? In tako pa so se tudi mi dva obrnila pol pri Fujiju. Jaz sem sedaj pričakoval, da boste povedali, da ste se dejansko uspela povzpeti na goro. Ne, ni uspelo. Nažalost. Mogoče za naslednjič. Ja, ko si omenil vreme, pa to dejansko jesenski, zimski čas je idealen za videti Fuji, zato ker je pač ozračje manj vlažno in se ga pač je vidljivost boljša, je bolj jasno. Medtem ko poleti imajo na Japonskem tajfune, se pravi več dežja, več vlage in se Fujija pogosto pač ne vidi. Ampak edino poleti je Fuji uradno odprt, da lahko greš gor. Tako da malo hecen, no. Poleti je to v bistvu sprehod, ne? Romarska pot v bistvu. Ja, za mislim, tako domačine. pač je precej enostavna zadeva. Po zimi ratejo pa zadeve kar zelo resne lahko in je lahko to od alpinističnega vzpona do pač, lahko rabiš in ledne vijake ali kakorkoli, lahko pa rabiš samo cepin pa dereze. Pač je tak razpon je zelo velik, zaradi tega, ker si moraš predstavljati, da daleč okrog recimo ni ničesar, ne? In ta gora, ki je v bistvu zelo visoka, pobere vse hitre vetrove in pač vse, kar pride mimo. Torej, dejansko je tu razlika, ali želite slikati goro Fuji, da je drugi letni čas, kot pa če se želite pospeti na njega. Ja, res je. Ko si omenil naravne znamenitosti, še taka atrakcija recimo so opice, japonske makaki opice, ki so tam pač v enem kraju, vasi, znane potem, da se pozim hodijo namakati v onsene, se pravi v naravne tople vrelce, ker so pač pogruntale, da se tam lahko pogrejo, tako da to je tudi recimo taka atrakcija, ki jih lahko greš pogledat. Ali pa sami onseni so tudi recimo naravna, no niso li 100% naravna atrakcija, ampak onsen je pač topli vrelec, Japonska ima veliko vulkanov in posledično tudi veliko geotermalne energije ali pa pojavov in to so tudi pač topla voda, ne. In pa so to ljudje po celi Japonski uredili v neke bazenčke, zdaj bolj ali manj fine, ampak to je tudi doživetje tako kulturno, ker je pač cel protokol, kako greš ti v onsen, kot pač tudi, ne vem, sploh v enem onsenu so bila res lepem zvečer, zvezde nad nama, sneg okrog, pač novembra je bil tam že sneg, midva pa noter, ne vem, skoraj da se nisva kuhala v tistem onsenu, mislim, tako. Se, če tako pomisliš, pač opice se pridejo kopati v onsen, ne. Ja, pogreč se pridejo tudi. Torej, pred koncem pa še mogoče, če imate kakšen nasvet, oziroma če še izpostavite kaj zanimivega, kaj se vam je pripetilo na poti, mogoče kaj tak nenavadnega, no, poleg teh dejansko opic. Veliko stvari, ne vem, kje začeti, to je. Mogoče tak za zaključek, no. Mogoče nismo se nič dotaknili prav zares hrane. Meni se je zdela skoraj vsa hrana blazno tako, res okusna, no. Res tako, na nivoju in dobra. In sva jedla res v različnih, rekel, krajih in prostorih in za domačine, ki grejo samo na kosila za malce iz avtomatov in tako. Vsa hrana se nam je zdela v bistvu zelo okusna. Razen unih fermentiranih sojenih semen za zajtrk. Stvar moraš probati. Ampak ja, to je v bistvu mene. Jaz sem pričakoval neke dobre hrane na potovanju, nisem pričakoval, da bo tako generalno dobro. Okay. Ja, to recimo. Tako, ja, pač kot nasvet sem pa mislila dodati, da res, če
potuješ po zimi, jeseni ali pa zgodna pomlad, se moraš dobro obleči, ker japonske nastanitve oziroma nasplošno stavbe nimajo ogrevanja, tako kot ga imamo mi, recimo centralno kurjavo. Vreme pa temperature so pa lahko zelo podobne kot pri nas pozemno. Tako da imajo pol neke kamine recimo ali pa klimo. Tako da res dobro se moraš obleči, toplo pižamo moraš imeti s sabo, pa copate oziroma tople nogavice, ker za vstop v številne znamenitosti, templje, gradove se moraš sezuti, ne smeš v čevljih noter. Ampak če imaš ti neke navadne tanke nogavice in hodiš pač tam po hladnem tlaku, vsaj jaz sem se prehladila, no, tako da bi mi zelo koristilo, da imela še ene toplejše štumfe s sabo. Je zelo koristen nasvet, no, mislim, za danske popotnike pri obisku teh atrakcij. Ja. In s tem pa bi lahko sedaj torej zaključili ta kratek intervju o Japonski. No, to je bil tudi uvod v vajno sledeče potopisno predavanje, ki bo tudi kasneje, torej gledalci in poslušalci torej naj spremljajo vajen blog, ne, za več informacij, vajna družbena mreža, pa bodo izvedeli, torej, kdaj boste imela potopis in kje boste povedali več o tem, bo tudi predstavila fotografije. Ne. Tako da s tem torej zaključujemo to druženje. Hvala vsem, da ste bili z nami. Iskreno zahvala tudi vama, Katarina in Rok, da ste si vzela čas, da ste z nami delila vse to, da ste veliko naučila. Upam, torej, da se še vidimo kdaj, v kateri epizodi in želim vam tudi obilo takšnih in podobnih potovanj v prihodnje. Drugače to epizodo si lahko gledate kasneje tudi na YouTube kanalu z ostalimi in jo poslušate kot v obliki podcasta na Spotify in podobnih aplikacijah. Tako da je to, do naslednjič veliko potujte in uživajte, tako da se vidimo in bon voyage. Ciao, oziroma arigato.